Končan je prvi polčas v Ljudskem vrtu med Mariborom in Šparto, žal izid 0-2 za Šparto. Moramo reči realno, da tako slabe, v narekovajih, Šparte resnično nismo pričakovali v Ljudskem vrtu, tako da rezultat ni povsem pravičen, vsaj kar se tiče iz mariborske strani. Kljub vsemu na gostovanju v Pragi bo težko, kaj vse menijo glavni akteri te tekme, pa bomo izvedeli malce kasneje. Vzdušje je seveda v Ljudskem vrtu znova takšno, kot smo ga navajeni. Viole so končno po dolgem času dobile tudi tiste partnerje na tribunah, ki so jim nekako parirali tudi v navijaškem smislu in upamo, da bo tudi v slovenskem prostoru s časoma podobno. Dobro, obrazložiti to napako, ki se nam je zgodila pri prvem golu, je nemogoče, tako da ne vem, žoga enostavno preleti, branilci čakajo vratarje, da bo prišel ven. To fant je v največjem številu oziroma tako rekoč te zadeve rešijo zelo dobro. Tokrat te enostavne situacije nažalost niso. Ko boste inspiracijo za povratno tekmo črpali pri Zürichu, ki je potreboval v Ljudskem vrtu 3 gole, tako kot jih sedaj bil v Pragi? To ni slaba ideja. V principu ni slaba ideja. Če je njim uspelo, lahko uspe tudi nam. Vendar se zavedamo, da pač imamo oziroma je pred nami, kar se tiče Evrope, izredno težka naloga. Še posebej, ko vidimo, kako smo danes velikokrat prišli v situacijo, da nekaj naredimo, pa nas je nekaj teh premalo evropskih tekem zaustavilo, da nismo tekmo zmagali. Boste poskušali obdržati to ekipo skupaj, pa morda tako, kot je bilo pred 10 leti, če sezono ali 2 morda narediti res tisti korak naprej, ki je roko na srce morda to sezono všel? Tako je, jaz res upam, da bomo ostali v taki zasedbi. Pred temi fanti je sigurno svetla bodočnost, to v domačem prvenstvu lažje pokažemo kot v Evropi, vendar se želja niti slučajno in ta volja ne more fantom očitati, da je ni bilo, zmanjkalo nam pa je res nekaj teh tekem, katere prinesejo prepotrebne izkušnje, tako da upam, kot sem rekel na začetku, da bomo ostali v taki zasedbi. Kaj reči po tej tekmi? Šparta ni bila tako dobra, kot smo pričakovali, kljub temu se ni šlo po naših željah. Res je, mislim, da Šparta danes ni bila ne vem kako dober nasprotnik, tako kot Zürich na primer, ampak mislim, da so danes iz naših napak zadeli. Mi smo imeli kar nekaj priložnosti, prevladovali v sredini terena, ampak nismo zadeli. Sparta dala ta 2 gola in mislim, da dokaj zaslužena tudi zmagala. Podobne napake so se dogajale tudi že proti Zürichu. Kje je ta vzrok? Trener Darko je rekel pred tekmo, da ste se nekaj naučili, pa kaže ne veliko. Ne vem, mi mislim, da malo pomanjka koncentracija, ali kaj ne vem, niti sam. Tako da upam, da bomo to čim prej popravili in da bo že na naslednji tekmi boljše. So še kakšne možnosti za tekmo v Pragi? Seveda, mi nemamo obesli bele zastave in bomo probali vse narediti, da to tekmo dobimo in da se probamo uvrstiti v Evropo. Kako ste zadovoljni s ovim rezultatom? Super, prezadovoljni smo, ali da nas to ne zavara, čeka nas za 7 dana jako teška utakmica uzad. Kako ste doživjeli utakmico? Baš Maribor je izgledal na trenutke malo bolji nego Šparta. Mi smo očekivali malo bolj tršo Šparto. Gledali smo nešto sažeci protiv Züricha, tako da smo se malo iznenadili. U nekim trenucima su vodili igru, tako da to malo trebamo popraviti do sljedećeg puta. Ali šta reći, čestitam momcima, bila je super atmosfera danas.